bom jaz tudi tebe priznal pred svojim očetom, ki je v nebesih. In pol v Rimljanih 10:10 piše, če v srcu veruješ in ga z usti priznaš za svojega Gospoda, boš odrešena. Haleluja. A bi rada zdaj to molitev naredila za sprejetje vse? Ja. Pa sam reči, a lahko sam zapreš oči, pa predstavljaj si, da je Jezus zdaj tukaj. Ja, lahko stegnemo svoje roke. Reči, Jezus, jaz verjamem vate. jaz verjamem vate. Jaz te sprejemam Jaz te sprejemam za svojega Gospoda za svojega Gospoda in rešitelja, in rešitelja, ker si ti vzel vse moje grehe ker si ti vzel vse moje grehe in vsa moja prekletstva in vsa moja prekletstva na križ. na križ. In si tretji dan vstal od mrtvih, In si tretji dan vstal od da sem mrtvih, jaz upravičena da sem jaz po upravičena tvoji krvi. po tvoji krvi. Jaz sem zdaj odrešena Jaz sem zdaj odrešena v imenu Jezusa. v imenu Jezusa. Hudič, pober se Hodič, pover se stran od mene. stran od mene. Jaz sem blagoslovljen Jaz sem v blagoslovljena imenu Jezusa. v imenu Jezusa. Jaz sem ozdravljena Jaz sem pozdravljena v ranah Jezusa. v ranah Jezusa. Jaz imam večno življenje, Jaz imam večno življenje, ker verujem, da je Jezus Kristus Božji sin ker verujem, da je Jezus Kristus Božji in sin moj Gospod, in moj Gospod, moj rešitelj moj rešitelj in moj zdravnik. in moj zdravnik. Izpolni me s Svetim Duhom, In spolni me s Svetim Duhom, kot si izpolnil prve učence. tako kot si spolnil prve učence. Oh, haleluja. Oh, haleluja. Hvala. Izpolnil v imenu Jezusa. Moč v imenu Jezusa. Lomo vse trdnjave sovražnika v imenu Jezusa. Mi govorimo, vane je nova stvar v Kristusu, staro je minilo. Haleluja. Zdaj si tako roko na popu. Pa sam reči, naj tečejo reke žive vode. Naj tečejo reke žive V imenu Jezusa. v imenu Jezusa. Izpolnijo Jezus. Zdaj, haleluja. Krstijo v duhu, haleluja, v imenu Jezusa. O, haleluja, cerkev krst v duhu je takoj naslednji korak, ko sprejmeš Jezusa. Pol se daš pa še krstiti v vodo, haleluja. Hvala ti, Jezus. Amen. Kako se počutiš, Vanja? Počutim se zelo dobro. Amen. Že ko sem prišla sem, ko sem poslušala Carol, se mi je zdelo, da sem polna Boga. Amen. Sej tudi si, amen. Slava Jezusu. Amen. Dajmo slaviti Jezusa. Amen. Ja, lahko pridete čestitati, ker je zdaj član Božje družine. Kdor bi rad, ti lahko pride čestitati. Haleluja. Ker danes je tvoj rojstni dan. Haleluja. Hoje veio o imenu Jesus, hoje veio o imenu Jesus, sai toga do mnie czudy Damo se per tvoje noge Jezus, usej o imenu Jezus, sai toga do mnie czudy Hoje veio o imenu Jesus, hoje veio o imenu Jesus, sai toga do mnie czuda Dajmo se per tvoje noge Jezus, usej o imenu Jezus, sai toga do mnie czuda Tukaj je dom slavljenje, tukaj je dom časti. Demoni trepetajo, razglašeno tvoje ime. Tu teče ozdravljenje, kjer bolni vere smo. Pozno izvoljena
sickness you have paid for. Plačal si za vsako bolezen. Oh Lord, your kindness, your love. Gospod, tvoja ljubezen, tvoja dobrota. Lord, you want us well. Ti nas želiš dobro. Hallelujah. Just reach out right now and say, Jesus, I receive healing. Sam reč, Gospod, jaz sprejemam ozdravljenje. In my body and every cell. V mojem telesu, v vsaki celici. In my mind. V mojem umu. In my emotions. V mojih čustvi. I receive healing. Sprejemam ozdravljenje. Love, love of God. Love, your love has brought us healing. Lubezem, oh God. Lubezem plaća uzdravljenja. To God
se pred tvoje noge, Jezus, vse v imenu Jezus, saj tukaj dome čudeže. Živi v imenu Jezus, živi v imenu Jezus, saj tukaj dome čudeže. Dajmo se pred tvoje noge, Jezus, vse v imenu Jezus, saj tukaj dome čudeže. Oh, Przemyślam Bóg o Golgaty, umarł Syn dla raniony, odeszedł od krzyża. Ostal si tam, oslavíme našega Boga, oslavíme ga za vedno ti bom chválim tebe, Gospod.
touch you, and to say that I loved him. Open my ears, Lord, and help me to listen. Open my eyes, Lord. I want to see Jesus. Open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Just to reach out and touch him, and to say that we love him. Open our ears, Lord, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. Just to reach out and touch him, and to say that we love him, and to say that we love him. Open our ears. Open our ears, Lord. Help us to listen, and help us to listen. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus. You're so beautiful, and I know that your eyes are like flames of fire, and I know that your hair is white as wool, and I know that your voice, it sounds like water. Jesus, you're beautiful, and I know that your eyes are like flames of fire, and I know that your hair is white as wool, and I know that your voice, it sounds like water. Jesus, you're beautiful. Twoje oči są podobne, las je velika korpona, tvoj glas voda puščanja, Jezus si čudovit. Tvoje oči
Čudovi, čudovi, čudovi. Oh, open our eyes, open our eyes. Oprij moje oči. We just want to see you, Jesus. Le tebe želimo videti, Jezus. We just want to love you, Jesus. Le ljubiti te, Jezus. To pour our praise on you tonight. Te slaviti. Oh, Jesus, 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 Jesus. Tvoje oči so kot ogenj na sebe, tako polna, tvoj glas kot voda v očaju. Jezus, si čudovit. Oh, Jesus. Kralj Jezus. Kralj Jezus. Jezus, si čudovit. Open our eyes to heaven. Gloria Sandeo, Gloria Lado, Gloria Dore, Gloria No. Jesus, si čudovit. Fall in love, we fall in love with you again. Fall in love with you again. Fall in love with you again. And I know that your eyes like flames of fire. And I know that your hair is white as wool. And I know that your voice, it sounds like water. Jesus, you're beautiful. Kralj Jezus. Ladeš ty. Reign in our heart. Reign in this place. Reign in this heart of mine. Oh Lord, you want to do something supernatural. Mi želimo nadnaravno stvar. Lord, Neki we take off the nadnaravnega. limits. We say, come in, King eternal. Mi te kličemo, Jezus, pridi. Kralj kraljev.
of the praise. You're deserving of it all. You are worthy of the honor. You're worthy of the glory. Out of the depths of our heart, we cry to you, O God. You are worthy, King of glory, King of glory, surrounded with the angels, powerful. Semagochni Bo, Vechni Bo. You're a healing God. You're a deliverer. You're the restorer of hope. You're picking up the pieces of 1,000,000 broken people, and you put them all together, make something beautiful. You're a beautiful God, redeeming to the uttermost. Holy Spirit. O, halleluja, Bog pravi, jaz povečujem nivo svoje slave, svoje prisotnosti. Molite v duhu, halleluja. Halleluja, Bog hoče dvigniti nivo, halleluja. Bog hoče več od nas, halleluja, več lakote, halleluja. Priklop se najel se kak klop, halleluja. Bog če je lačen. O, halleluja, halleluja. Irobo sondoro borendere berendere berendere bersindoro bortendere bertendere. Iraba sangale berendere bersindere bertendere bertendere bersindere bertendere bertendere. O, halleluja, Jesus. O, halleluja, še prostora za te, še prostora za tvojega duha. Jezus, prevzem nas, halleluja. Ne teče tvoj ogenj, ne teče ogenj Božje ljubezni, halleluja. O, krsti nas v duhu in ognju, halleluja. O, halleluja, Jezus. Karabarendere berendere berende la barende. O, halleluja, če kdo še ne moli v jezikih, lahko priješ naprej, bomo molili zdaj zate. Dobro je, da sprejmaš, ker je zdaj ful ogenj tukaj. Tukaj je ful Božja prisotnost. O, halleluja, pridite še, kdorkoli. Halleluja, če še ne govoriš v jezikih, danes je tvoj trenutek, halleluja. Prid naprej, bomo molili zate. To rabaš, halleluja. O, halleluja. Oče, krstijo. Krstijo. Krstijo, oče. O, halleluja. Oče, aktiviri nas v duhu danes. Holy Spirit, come rest O, halleluja, on us. halleluja. You're all we want. Mogoče bo kdo od vas zdaj začutil v duhu, Holy da moreš Spirit, sprostiti kakšno besedo, lahko priješ naprej in sprostiš. Mogoče imaš kakšno molitev v duhu, ki bi jo rad you're sprostil. all we want. Mogoče vizijo, karkoli, pa bodo še v duhu, halleluja. Pretty O, night, halleluja, halleluja. Raba sendere berendere bertendere bertendere bersindoro bortendere bersendere bertendere. Holy Spirit, Reber sendere bertendere bersendere bertendere bertendere bersendere. you're all we want. Ira barada barende, barende berende. One teče reke, halleluja. Rest on Ira basandara barende berende. You're all we O, want. halleluja, oče. Naj teče reke duha. Come O, rest naj teče tvoj
tvoje reke, haleluja. O, haleluja, Sveti Duh, naj teče tvoja reka. You're here and I know that you feel me come down. Spirit, when you move, you make my heart pound. Hallelujah. When you feel this room, Oh, hallelujah. know that you're moving. Oh, You're preplav here svoje and I know that ljudstvo, you hallelujah. feel me. Robo sono, robo rende, reverende, 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 You reverende. feel me. Irobo sotoro, robo shakalabakaya. Irobo sotoro, robo shakalabakalabakaya, karalabarende, reverende. Spirit, when you move, you make my heart pound. When you feel this room, I know that you're moving. Oh, sweet, know that sweet, you're sweet, feeling. sweet, Oh, you're feeling this, sweet, Lord. sweet, 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 sweet. Feeling this, Lord. With Io the robo sotoro, robo rende, reverende, reversende, reverkende, reverkende, reverkende. Roborsende, reverende, reverende. Holy Spirit. Ira baladara la barende, reverende, 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 robo sotoro, robo shakalabakaya, karalabasanda, reverkende, reverkende. Hvala ti, Oče, za vanjo, haleluja. Dajmo stegniti roke proti vanji, haleluja. Videl sem, kako teče, kaj elektrika, Sveti Duh, v tvoje telo, haleluja. Jaz sem nova stvar, staro je minilo, jaz ne grem nazaj, jaz grem sam naprej, iz zmage v zmago, iz slave v slavo, v Božjem duhu, ki zdaj živi v meni. Jaz sem z duhom izpolnjena, ozdravljena v ranah Jezusa, nova stvaritev v Kristusu. Ljubljena Božja hči. Hvala ti, Jezus. O, haleluja. O, haleluja. Sveti Duh je delal v tem vanju. A Sveti Duh delal v tem nekaj. A čutiš kaj tako v duhu, da se dogaja? Teče. Čutim, da sem polna, da teče, kot da bi me prežemala toplota, pa taki brolinci. Haleluja. A pol misliš, da nisi danes v mrtvi cerkvi? Ne, nisem. Slava Bogu, amen. Haleluja. Amen. Amen. Na cerkvu, ful je Sveti Duh prisoten. Haleluja. Haleluja, Jezus. Oh, hvala ti, Jezus. Mi sprejemamo zmago, prodor, preboj, haleluja. Mi sprejemamo zmago v Jezusu, haleluja.
zmagal Jezus. Pričakujemo več. Pričakujemo več zmage. Nove stvari, haleluja. Nove zmage, haleluja. Oh, hallelujah. Can't you feel the river of God going through the church? Lahko čutite Božjo reko, ki gre čez cerkev. Oh, can't you feel the Holy Spirit stirring us up A lahko čutite, da nas Sveti Duh razvnema and saying, you're my sons, you're my in daughters. govori, vi ste moji sinovi in moje hčere. I have victory ahead. Jaz imam zmago za vas pred vami. Hallelujah. I have wonderful things prepared for you. Jaz imam čudovite stvari pripravljene za vas. Step into your destiny. Vstopite v svojo usodo. Step into the great plan that I have. Vstopite v velik načrt, ki ga imam z vami. Don't you know Ali ne veste, that my power is unlimited? da je moja Božja moč neomejena? Don't you know that I created you Ali ne veste, da sem vas jaz ustvaril with plans and a purpose? z načrtom in namenom? Hallelujah. In the last days, says the Lord, V poslednjih dneh, pravi Gospod, I will pour out my spirit on all flesh. bom izlil svojega duha na vse človeštvo, Your sons and your daughters na sinove in hčere, will prophesy. ki bodo prerokovali. Woo! Old men and old women, they're In going to tudi dream starci in dreams starke bojo sanjale and see sanje visions. in videli bojo vizije. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. God, we welcome your move. Hvala ti, Gospod, mi izrekamo dobrodošlico tvojemu We delovanju. welcome your move in this land, Lord. Izrekamo dobrodošlico tvojemu delovanju v tej We deželi. thank you for what you're doing in the nations. Hvala ti za to, kar delaš v narodih. We thank you for a revival, refreshing spirit. Hvala ti za prebujenje, hvala ti za osvežitev tvojega duha. And Lord, we say, don't pass us by. In Gospod, ne pojdi mimo nas. Come here. Come Pridi into sem. Slovenia Pridi with v a great Slovenijo. hurricane of your spirit. Mogočnim hurikanom Lord, tvojega oh duha. God, to completely manifest your glory, Gospod, razodeni svojo slavo. to show your unlimited power. Razodeni svojo neomejeno Hallelujah. moč. Lord, raise up the least of these. Gospod, vzdigni tudi najmanjše. Raise them up as a voice. Vzdigni jih kot glas. The least of these, Lord. Tudi najmanjše tvoje otroke. We pray that little children Tudi majhne otroke. would have dreams of you, Naj imajo sanje o tebi. visions of you, Lord, Naj te vidijo v vizijah. that they'd cry out to you Naj te kličejo and say, Jesus, help me. in ti govorijo, Jezus, pomagaj Oh, mi. thank you, Lord. We pray for the youth generation. Gospod, mi molimo za mlado generacijo. And we thank you, God, that your hand is on them. In se ti zahvaljujemo, Gospod, da je tvoja roka na njih. Lord, I thank you that you break the chains of darkness Hvala ti, da lomaš verige teme. and you bring hope. In hvala ti, da prinašaš upanje. Oh, hallelujah. Out of the ashes, Iz pepela hope arises. se vzdiguje upanje. Hallelujah. Thank you, Lord. Hvala ti, Gospod. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. I believe the Lord will bring a new sound Verjamem, da bo Bog prinesel nov zvok in the youth, čez mladino and it will be amazing in bo osupljivo and unique. in unikatno. Hallelujah. Thank you, Lord. We won't get scared of that sound. Hvala ti, Gospod, ne No, bomo se ustrašili hallelujah. tega Bring zvoka. them in, Lord. Pripelji jih noter. Bring in the depressed, Lord. Pripelji depresivne, Gospod. Bring in the young people who are struggling with addiction and drugs. Pripelji mlade, ki se borijo z odvisnostmi. Bring them in, Lord. Pripelji jih Bring noter, them in, Gospod. Lord. Hallelujah. Pripelji jih Bring noter. them in, Lord. Thank you, God. Some of you have children at home. Eni od vas imate otroke doma. I want you to just speak their name before the Lord right now. Govorite zdaj njihova imena And to pred say, Lord, Gospodom. I claim them for you. In reč, I Gospod, claim them jaz for jih you. zahtevam Put za the blood tebe. of Jesus over them.
Kri Jezusa Kristusa je nad njimi. Call them out of darkness into your light. Kliči jih ven iz teme v Božjo luč. Thank you, Lord. Hvala Thank ti, you, Lord. Gospod. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Hvala ti, God. Bog. Hallelujah. Today, church, I was watching one sermon this morning, Danes sem gledala zjutraj eno pridigo. and it was one church in California, Eno cerkev v Kaliforniji. and the pastor was talking about how the Lord loves to heal. In pastor je govoril o tem, kako Gospod zelo rad ozdravlja. He loves to heal. Zelo rad ozdravlja. When Jesus saw someone sick, Ko je Jezus videl nekoga bolnega, he was drawn to them. je bil pritegnjen k njim. Compassion came into his heart, Sočutje se je vzdignilo v njegovem srcu. kindness and love. Prijaznost in ljubezen. And he went toward them, In je šel do njih. and they said, Jesus, would you heal me? In ta človek, ki je bil bolan, je rekel, Jezus, a me boš ozdravil. Jesus, would you heal me? Jezus, a me boš ozdravil. Yes, I would heal you. Be whole. In on je Behold, rekel, ja, be whole. Hallelujah. zdravil te bom, bodi Hallelujah. zaceljen, bodi zdrav. And the kindness of the Lord was touching me in my room. In Božja prijaznost se me je dotaknila tam, kjer sem And I gledala was to. thinking, oh, Jesus, when I see how kind you are, In sem rekla, o Jezus, ko vidim, kako prijazen si ti, when I see how loving you are, ko vidim, kako ljubeč si ti, it's easy for me to receive healing. je enostavno zame sprejeto zdravljenje. I just say, Jesus, I need healing. Samo rečem, Jezus, potrebujemo zdravljenje. And I know you're my healer. In vem, da si ti moj zdravnik. And I just receive it right now. In prav zdaj ga Hallelujah. sprejemam. And so much joy came in my heart. In toliko veliko veselja je prišlo v hallelujah. moje srce. Thank you, God. Hallelujah. ti, Bog. So tonight, if you came in with any sickness, Tako da, če si danes prišel s kakršnokoli boleznijo, just look at Jesus samo glej na and say, Jezusa Jesus, you're my healer. in reci, Jezus, ti si moj zdravnik. You want to heal me. Ti me hočeš ozdraviti. You love to heal me. Ti me rad ozdravaš. You desire to heal me. Ti si me želiš ozdraviti. I receive it. In jaz sprejemam to. I receive it. Hallelujah. Sprejemam to. Hallelujah. Hallelujah. We come by faith, church. Prihajamo po veri, cerkev. Whatever your need is, we come by faith. Karkoli je tvoja potreba, We mi enter pridemo by k Bogu faith. po veri. Hallelujah. In sprejmemo po veri. We've got a wonderful healing school coming up. In imamo čudovito šolo zdravljenja na sporedu kmalu. That's what we want to do is invite people to the love of God. In to želimo, povabiti ljudi v Božjo ljubezen. Invite them to salvation, freedom, Povabiti jih v odrešenje, v svobodo and healing. in ozdravljenje. Hallelujah. We're praying. We have room for 120 here. In molimo, tukaj je prostora za 120 ljudi. Praying that every seat will be filled. Molimo, da bo vsak sedež Hallelujah. nekdo sedel na njem. Let's pray for the healing school. Dajmo moliti za šolo zdravljenja. Thank you, Lord. Hvala Thank you ti, that you're the Gospod. same yesterday, today, and forever. Da si ti isti danes, včeraj in na veke. You're still saving. Ti še vedno odrešuješ, You're still healing. še vedno ozdravljaš, You're still delivering. še vedno Hallelujah. osvobajaš ljudi. Lord, we ask that you'll bring people to have Gospod, prosimo te, da pripelješ ljudi sem life-changing encounters with you, in da se srečajo s tabo tako, da bojo njihova življenja spremenjena. that we'll see unusual signs and wonders, Da bomo videli neobičajne znamenja in čudeže. miracles, Čudeže and lives free. in življenja osvobojena. People who have carried around suicide, Ljudje, ki so hoteli narediti samomor depression, ali pa so bili zvezani z depresijo anger, in jezo,
addiction, in odvisnostjo, that they'll be completely set free. da bojo popolnoma osvobojeni. 100% in the name of 100%. Jesus. Hallelujah. V imenu Thank you, Jezusa. Lord. Hvala ti, Thank you, Gospod. Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We've got so much to be thankful, church. Imamo toliko veliko, da smo Hallelujah. lahko hvaležni cerkvi. Hallelujah. Enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Vstopamo v Božje dvore z zahvaljevanjem in That's how we slavljenjem. go up to the throne through thanksgiving and praise. Tako Hallelujah. prihajamo pred Božji prestol z Thank you. zahvaljevanjem in slavljenjem. Thank you for this life you've given us. Hvala ti, Gospod, za to življenje, ki si nam ga dal. Thank you that we live in this time. Hvala ti, da živimo v tem času. Thank you that you were so kind Hvala ti, da si tako prijazen, that you brought us to know you. da si se nam razodel, da te spoznamo. Thank you, Holy Spirit, Hvala ti, Sveti Duh, that you're always working. da vedno deluješ. You never forget us. Nikoli nas ne pozabaš. Thank you. Hvala ti. Hallelujah. Hallelujah. So with a heart of thanksgiving, church, we're going to take an offering tonight Tako da s srcem zahvaljevanja bomo pobrali nabirko danes and give back to the Lord in dali nazaj Gospodu what he's given us. iz tega, kar nam je On Hallelujah. dal. I love in Psalms 23 where it says, my cup runs over. Všeč mi je v Psalmu 23, ki pravi, moja čaša prekipeva. My cup runs over. Moja čaša Hallelujah. prekipeva. Hallelujah. And as we walk with Jesus, In ko hodimo z Jezusom, our cup runs over. naša čaša prekipeva. His favor, Njegova naklonjenost, his goodness njegova follows us. dobrota. Koliko dolgo si se vozil, Martin, danes v cerku? Koliko? Uro pa pol? Wow, ej, haleluja. Ej. Pa nazaj boš tudi uro pa pol rabil. Pa nazaj bo 3 ure je človek zapravil za bencin, za vožnjo, čas v nedeljo popoldan cerku. A je to nadnaravno? Amen? Iz katerega kraja si štartil? Kanal ob Soči, okolica, to poznamo, haleluja, amen? Saj tako iz turističnih vodnikov pa to. A je že kdo bil v kanalu ob Soči? Amen, ste bili? Ok. Dobre, hvala Bogu. Jaz te bom pel, ker v te pošilil. A ja, Vanja, koliko dolgo si se ti vozila? A v eno smer? Pa to je 6 ur pol, vse skupaj. Wow, ej. Wow, ej. Sploh nisem vedel, da je Slovenija tako velika. Wow, ej. A si šla s rolerji v doma? A ja, z vlakom, ok. Haleluja. Haleluja, slava Jezusu, amen. Je nič, tako da cerku, jaz ne vem, kdorkoli od vas je rabil manj kot pol ure, gleda naš od Boga odpadel, haleluja. Ne, se svet. Ampak, če si ful malo časa se vozil do sem, si lahko ful vesel, da si v toliko dobri družbi, amen? Da se ljudje toliko dolgo vozijo, da bi to doživeli kot ti, ki imaš ful blizu, amen? To pomeni, da se ti splača prijeti, amen? Pomeni, da Bog deluje, amen? Cerkev ljudje se vozijo, ne vem, 2 uri gledati polete na planico, recimo, etko. In pol še tam zapravijo vsaj 1 uro, da vejo, kje avto parkirati. Etko. Pri nas pač pa lahko letiš v duhu, haleluja, amen? Lahko se ti vsi rekordi podrejo, haleluja, amen? In pol nameti zlate medalje, haleluja, dobiš neuvenljiv venc zmage, haleluja, amen? Ko boš celo večnost živel, haleluja, z Jezusom, amen? Boš blagoslovljen, haleluja. Amen? Sploh ne veš, kaj vse lahko spremaš, ko smo skupaj, amen? V Božji prisotnosti, haleluja. Amen. Tako da ja, haleluja. Hvala Tev za te reklame, ko bo šlo ven v torek. Mi molimo Jezus, da pridejo do teh ljudi, ki res iščejo smisel življenja, ki
ki so zreli, da se srečajo s tabo, Jezus, ki jim je dost življenja v temi in v zmedi tega sveta, haleluja. In hočejo priti k luči, haleluja. In Oče, stegam svojo roko, znameni in čudeži, da kdorkoli bo prišel bolan, bo šel domov zdrav, haleluja. Kdorkoli bo prišel zgubljen, bo šel domov najden, haleluja. Kdorkoli bo prišel preklet, bo šel domov blagoslovljen, haleluja. In Oče, molimo, da se ljudje vcepijo v cerkev, v telo Kristusa, da postanejo učenci Jezusa. Oče, da noben, ki pride, ne odpade od Boga. Oče, da se noben ne zgubi, kdorkoli pride k tebi. Haleluja. Molimo za takšno Božje delovanje, Oče, da noben ne bo mogel živeti brez tebe. Haleluja. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Jaz imam v torek zvečer zakonsko svetovanje z enim mladim parom, ki se hočeta poročiti in pravita, pač midva ne morva, ne smeva, midva ne morva več skupaj spati, zdaj, ko so sprejeli Jezusa. Midva se mora poročiti. Wow, haleluja. A ni to noro? In pol, ko sem rekel, dobro, imate kakšen datum v mislih, sem mislil, da boste rekla drug teden. Ker jaz imam tudi take primere, ko dva, ne vem, se srečata v cerkvi in se hočeta takoj poročiti, zato ko hočeta skupaj spati, razumete? In pol rečem, vsaj 3 mesece bo trajalo, da malo gremo čez priprave, da gre ljubezen na test. Ne, to je pa ful preveč, to je pa... Ja, ne, kako boš pol cel življenje z eno osebo, pa 3 mesece si ne moreš cajta vzeti, mislim, da greš malo čez pripravo, etko. In pol sem bil ful vesel, ko sta rekla datum julija. Sem rekel, wow, to je pa posvečenje, haleluja. A ni to noro, da mlad človek reče, ne morva skupaj spati. Ne, da ne smeva, ne morva, ker zdaj pa sem pa nova stvar v Kristusu, haleluja. Moram tako živeti, kot Bog hoče, haleluja. Amen, cerkev to je nadnaravno, ne vem, haleluja. Nič niste navdušeni, nekaj ne, amenate preveč. Ne vem, a sem preveč staromoden za vas, haleluja. Haleluja, cerkev bo, ste že poročeni, amen, to je dobro, ampak vsem ste lahko veseli za one, ki še niso, pa živijo tako, amen. Jaz sem ful vesel cerkev. Meni to isto, kot človek, ki ga poznam, ki je drugič prišel med nas, pa ni več nikoli heroina rabil. Pa je zdaj že par let minilo, pa niti v dvajanje ni šel, haleluja. Glih danes sem ga dal noter njegovo pričevanje, ko delam video za šolo ozdravljenja, ful kratka pričevanje noter. In sem se spet ga spomnil, se rekel, wow, haleluja. Ampak meni je isto to, da je človek vsoben heroina, ali pa da ne more več grešiti. To je zame isto velik čudež, amen. Isto je full power, cerkev, to je wow, amen. To je velika stvar, haleluja, amen. In Bog nas odnoter mene. In danes bi, kolikor imam še časa, bi govoril rad o izlitju Svetega Duha v apostolskih delih. In če mi bo ostal čas, še v Ameriki, haleluja. Bomo videli. To bo izredno nemogoče, ampak haleluja. Dajmo si pogledati, apostolska dela 19.2. Apostolska dela 19.2. Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni? To je Pavel v eni cerkvi. Mogoče so glih nehali bogoslužje, imeli so slavljenje, eno dobro pridigo. In pa rekel, fanti, a kva ste vi že slišali za Svetega Duha? Halo. Haleluja. A si predstavljate, da bi apostol Pavel med nas prišel? In pol v 7 bi rekel, Klemana, vi še niste slišali za Svetega Duha? Mislim, ful ste lepo peli, a za Svetega Duha še niste slišali? Mislim, ful si inteligentno govoril, ampak a za Svetega Duha še niste slišali? A si predstavljate? Pa pride v cerkev prav, še niste slišali. Mislim, a ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni? Oni so rekli, saj še slišali nismo, da je Sveti Duh, so odvrnili učenci. Cerkev, to se nam ne sme zgoditi, amen. A ste videli, ko je Vanja sprejela Jezusa? Jaz prva stvar, ko sem malo, da je krščena v Svetem Duhu. Amen.
takoj daj človeku na razpolago, da je izpolnjen Svetim duhom. Učenci niso čakali, niso imeli tečajev, to ni bilo samo za par izbranih ljudi, da lahko govorijo v jezikih, da so izpolnjeni Svetim duhom. To je za vsakega, amen? Rec vam vsedu, to je zate. To je v paketu, haleluja. Poglej si, drugo poglavje, prva vrstica. Ko pride, zdaj gremo samo čez apostolska dela, 2:1. Ko pride 50. dan, so bili vsi ene misli skupaj, kaj nastane šum z neba, kakor piš silnega vetra in napolni vso hišo, kjer so sedeli. In se jim prikažejo razdeljeni jeziki, kakor ognjeni, in sedejo na slehernega med njimi. A lahko rečeš slehernega? Se pravi na vsakega. In vsi, a lahko rečeš vsi? In vsi se napolnijo Svetega duha in začno govoriti v drugih jezikih, kakor jim je duh dajal izgovarjati. Haleluja. A vidiš to? V cerkvi so vsi začeli moliti v novih jezikih. Amen? Ne samo doma na skrivaj v svojih spalnicah. Razumete? To je javna stvar. In pa so šli na ulice in kaj so delali? Spet so na ulici govorili v jezikih. To je normalna stvar, haleluja, zavedka. Amen? Dosti boljš, kakor da te je sram Svetega duha. Res, jaz ti povem, ljudje so lačni realnosti Svetega duha, ki je v tebi. Amen? Jaz ti povem, da nobenemu ne koristiš, če skrivaš Svetega duha. Pri nas je Sveti duh v centru bogoslužja. Mislim, jaz upam. Nisem 100%, če je, ker včasih smo mogoče mi preveč v centru, mogoče se bojimo, kako izgledamo, ampak bolj, ko vsi verjamemo, da je to najboljša pot, da je Sveti duh deluje, da je on v centru, bolj bo on v centru. Amen? Dajmo vsakič, ko pridemo, več pričakovati. Amen? Hvala Bogu, haleluja, da je danes pripeljal še par ljudi, novih in da lahko vidimo osebo, ki sprejme Jezusa, je izpolnjena v duhu. To je the best. Ampak dajmo še več pričakovati. Amen? Dajmo pričakovati nadnaravne aktivnosti Svetega duha, da on res lahko, da je dobrodošel med nami. In poglej, kaj je bilo preroštvo, drugo poglavje, 17. vrstica, preroštvo za poslednje dni. In zgodi se v poslednjih dneh, pravi Bog, izlijamo od svojega duha na vse človeštvo. Haleluja. Na vse človeštvo, sprav, ni razlike, na vse ljudi, haleluja. In prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere in vaši mladeniči bodo videli vizije in vašim starcem se bodo sanjale sanje. Zato jaz vas upogumljam, tudi med slavljenjem pa to, če dobiš preroško besedo, lahko priješ tukaj naprej, ker jaz sem ponavadi tle nekje od spredi. Pa tukaj je mikrofon, pa na drugi strani en mikrofon. In mi poveš, imam besedo in pa ti bom jaz poslal gor. Če bom videl, da je dober trenutek, te bom poslal gor, da podeliš besedo. In pa, če boš ful neki čuden govoril, te ne bom pred vsemi kregel, okay? Ampak bom pomagal, da se izboljšaš pol na 4 oči, tako da te ni treba skrbeti. Amen? Amen? Mi smo imeli enkrat eno gospo, ki je prijela mikrofon, začel govoriti, vi ste mrtvi. Pa pač to je religiozni demon, to ni Sveti duh. In pol, največji hec je bil pa, da je ona najbolj mrtva zgledala od vseh. In pol sem bil ful v skušnjavi, da bi rekel, da to je Bog ne govoril, ne nam, sam nisem, sem bolj prijazen. In pol sem rekel, da mogoče je samo čas zamenjalo, da smo bili mrtvi, zdaj smo pa živi zaradi Jezusa. Tako sem nekako zgladil to. Ampak, razumeš, če pa nikoli, če je v tebi beseda, ker preroška beseda je tako kot student, hoče se dvigati v tebi. Jaz sem jo enkrat tako imel v grlu, pa sem jo dol potiskal, pa v grlu, pa sem jo dol potiskal. In pa je nekdo drug rekel jo, ker jaz nisem. In pa sem videl, aha, Jezus odpusti mi, haleluja, ker noče več biti tak, amen. Ker mogoče se mi bo to še 2-krat, 3-krat zgodilo, pa zakaj bi mi Bog spet dajal? Oziroma on bi mi rad dal, sam jaz bom zakrknil svoje srce. In kad ti rečeš 2-krat, 3-krat ne, 4-tič več ne bo slišal. Ker narediš
tako lupino trdote duhovne okoli svojega srca in postaneš zakrknen na določenih področjih in pol ful težko ti Bog govori. Zato pač probi se odpreti za Boga, amen? Probi mu dovolj, da te uporabi. In duhovni darovi delujejo 24/7, ne samo, ko smo mi tukaj skupaj zbrani. Lahko delujejo posod, na tvojem delovnem mestu, v tvoji družini, v odnosih, kjerkoli. Bog ti dostkrat, kdorkoli je sprejel Jevsa, posebej, če si izpolnjen Svetim Duhom, ti skoraj vedno lahko zaznaš, kaj se v človeku dogaja, s katerim se pogovarjaš. Sam dostkrat pač nisi pozoren na to. Ampak, če se malo v duhu fokusiraš, boš začutil, kaj je s človekom, kaj se mu dogaja. In pa lahko v to smer zaženaš pogovor, haleluja. Ni mu treba govoriti, če ti Bog ni specifično govoril, ampak dobro je, da imaš pravo besedo v pravem času, nekje piše. In to isto, kot preroška beseda. Zato se pravi, vsak cerkev, kdo je sprejel Jevsa, v razdelku piše v njemu drug prerokbe in v 1. Korinčanom 14 pravi, hrepenite po duhovnih darovih, še posebej, da bi prerokovali. Amen? In kdor prerokuje, večji od unga, ko govori v jezikih, ko pol raba še prevod. Ker eno je govori v jezikih, drugo je pa molitev v novih jezikih, ki je pač vsakmu verniku pripada. Zato probi tako ful hrepenet, da te Bog uporabi, da Bog govori čez tebe. Amen? Zato recimo tudi, ko slavimo skupaj, če boš imel besedo, dostkrat Bog tebi govori, to ni treba nam razlagati. Ampak dostkrat ti pa kaj govori za to, za cerkev, da se skupaj strinjamo, da karkoli pač Bog hoče narediti na tem srečanju. Jaz verjamem, da danes je šel Sveti Duh po celi Sloveniji, ko smo molili tukaj. Amen? In res smo iz skoraj cele Slovenije danes tle. Haleluja. Maribor, Notranjska, ne, kaj je tisto, Goriška. Goriška, haleluja. Primorska, Dolenjska, haleluja. Amen, pa celo z Ljubljane nas je nekaj, haleluja. Da ne govorim zdaj še o Ameriki, pa Afriki, pa Braziliji, haleluja. Kolo gremo še v večjo širino, haleluja. Amen. Wow, haleluja, hvala ti Jezus, hvala ti Jezus, da ful deluješ, amen? Haleluja. In zdaj starcem, se pravi, če si starejši, boš imel pa tudi sanje, to je dobro, od Boga. In tudi na svojih hlapce in dekle svoje bomo tistih dnev izli svojega duha, da bodo prerokovali. In pokažem čudeže gori na nebu, iz znamene doli na zemlji, kri in ogenj in kajenje dima. Sonce se spremeni v temo in mesec v kri. Preden pride dan Gospodov, veliki in preslavni. In zgodi se, da vsak, kdor bo klical ime Gospodovo, bo odrešen. Haleluja. Amen? To je pa največ. Haleluja. Vsaka duhovna aktivacija povzroči, da še več ljudi pride k Jevsu. To je končni cilj cerkve, da vsi pridejo k Jevsu. Amen? Da na vse človeštvo se razlije Sveti Duh. Ne sem, da ima par... Jaz sem bil včeraj z enim bratom, ki sva ful dobra frenda na pici, sem bil skupaj z njim. In on je tako res steber, tako v Božji hiši. In pol je rekel, ma ne vem, jaz sem, ful imam teh frendov, ful skupaj smo, res smo dobri frendi. Vsi si pomagamo, tako, en tak krog, res, dobro se štekamo, ful. Ampak noben noče Jevsa, Klemen. Tako govorim in pridigam. Edin, če so tako pijani, pol jih malo zanima. Kaj jim pa rečem, da jim zapiti večkrat. Ne, nisem to rekel. Ampak tako, razumel sem ga. Ker jaz imam podoben problem, ker so kakšni ljudje ful dobri, so ful dobri ljudje, jih imam rad, ampak čim začnem pa kaj jim govoriti, ker ni v naravnem svetu, pa kar zmrznejo, zablokirajo. In pol jim ne govorim več, kaj bomo zdaj metu seme na trda tla. Razumeš, če seme na trda tla,
mečeš, so še bolj trda. Najprej zalivi v molitvi. Ali pa orjaš zemljo v molitvi. In z dobrimi deli. Se pravi, nekaj dobrega narediš za njih in pomagaš. In pol, ko malo zemlja se zarahla, probaš kakšen seme notvrš, pa vidiš, da se odbijeti nazaj v glavo, ali je že malo nočev. Amen. In Bog vesel za najmanjši napredek. Ampak pol sem razmišljal, koliko lažje, če mi človeka uspe spraviti v Božjo prisotnost med nas. Amen. Jaz sem tako že vrgel ful ljudi na finto, ko sem jih sabo pripeljal pod neko pretvezo, haleluja. In pa se jih je ful Bog tle dotaknil, haleluja. Haleluja. Ne vem. Vidim, da tam, ko Sveti Duh deluje, se nadnaravno lahko človek, ki je ful antikrist, se lahko spreobrne v eni sekundi. Amen. Ker Sveti Duh ima to zmožnost cerkev. Probi ljudi v Božjo prisotnost pripeljati. Zato še bolj vem, da rabimo Svetega Duha cerkev. Ko vidim, kako težko je enemu prijeti v Božje kraljestvo. Ful težko, haleluja. Ampak če imamo Svetega Duha, pol je že neka aktivnost, nekaj se ga lahko dotakne. Zato je the best. Jaz vsakmu rečem, pač, če se kdo hoče s kom poročiti, recimo, pa da ni glih zihar, a je ali ni, je pripel osebo v cerkev, haleluja. To ti prva stvar, sem noter pripel, haleluja. Na najbolj divje bogoslužje. Ker se vse manifestira, kar je v človeku, razumeš? Ker kdor ima ta prav srce, bo ful užival z nami, haleluja. Ker ti povem, če oseba, s katero se poročiš, pobegne ven iz cerkve, to, ne vem, malo še počak, haleluja. Malo ne toliko biti navdušen, haleluja. Haleluja. Ok, gremo naprej. Se pravi, zato rabimo Svetega Duha. Poglejte zdaj, apostolska dela 4:31. In ko so odmolili, se potrese mesto, ki so v njem bili zbrani. In vsi se napolnijo Svetega Duha in govorili so Božjo besedo pogumno. A verjame kdo od vas, da se je to res zgodilo? A ti verjameš, recimo, da tam, ko so molili, da so se fizično te stebri pa to tresali? Jaz verjamem, haleluja. Ker če ne vem, zakaj bi to opisali v Bibliji. Amen? Cerkev, kakšen power je to, haleluja. Da se kar... Jaz sem prosil tega lastnika, če bi lahko te 2 stebra umaknil, ker sem imel na poto, pa je skoraj znoril. Ampak pa, če mi moramo, pa jih Bog umakne. Amen? Kaj je bilo? Amen, ne je bilo slabo. Samo da pač kaj statike uničil, to pa res. Mogoče lahko na vsaki strani nevidni angel to drži. In pa bomo vsi tle okoli bliz tega hoteli. Pa bom jaz prižnico tle dal, haleluja. Zraven nekje, haleluja. Ampak cerkev, to je moč Svetega Duha. Kar prostor se tudi. Ko je prišel Sveti Duh na Azusa Streetu 1904 ali 5, v enem hlevu med črnce, so začeli govoriti črnci v skandinavskih jezikih, v vseh živih jezikih, ful je bilo odštekan, in v kitajskih jezikih. In potem so novinarji prišli in so to snemali in preučevali, nič jim ni bilo jasno. In kaj se je potem zgodilo? Prišli so gasilci en dan. Zakaj? Ker so videli ogromen ogenj na te zgradbi, kjer so imeli cerkev, ampak to je bil duhovni ogenj, ki se je toliko manifestiral, da so ga lahko gasilci videli. In so mislili, da cela zgradba gori. Je bil pa Sveti Duh. Mislim, noro. Amen? Cerkev, jaz sem pa mora biti še več za nas danes. Če so to imeli leta 1905, kaj je pol za danes Bog pripravil? Amen? Amen. A je kdo lačen Boga? Ali verjameš, da bo sam nas par odrešenih in to je to? Cerkev, jaz ne verjamem, da to Božja volja. Da jaz
da grem jaz v lokalno gostilno, pa se tam s kom začnem pogovarjati o Jezusu. Prej sem mu bil ful všeč, pa začnem o Jezusu govoriti, pa se vsem začnem muditi, pa grejo drugam. To ni Božja volja, haleluja, amen. Vsi bi mogli reči, daj mi še govor, da bom jaz dal za naslednjo rundo, sam še kaj mi povej iz Biblije, amen. Tako bi mogli biti, haleluja. Dokler ni tako, dajmo biti lačni tega, amen. Dajmo biti lačni ful Božjega delovanja, haleluja. In poglej, vsi se napolnijo Svetega Duha. Se pravi, to so ljudje, ki so še vedno so to učenci Jezusa, ki so že sprejeli Jezusa, so že govorili o novih jezikih in zdaj, ko so šli molit, se spet potrese in spet se vsi napolnijo Svetega Duha. Amen? Se pravi, da mi se moramo skozi napolnjevati Svetim Duhom cerkev. Amen? Ne misliti. Pazi, da se ti to ne zgodi, da priješ med nas, pa rečeš, saj jaz sem že sprejel Svetega Duha. Ker se ti nič pol ne more zgoditi. Amen? Pa boš samo svoj intelekt čefilu, pa dajo Boga v predalčke in pa boš vsem razlagal, koliko vse štekaš. In jaz sem bil enkrat z enim bratom, ki je prav fasciniran sem bil, kako ima za vsako stvar Boga v enem posebnem predalu. In je čist poštekal Boga tip. In pa se že mislil, pa da nisi Bog slučajno, haleluja. Si bolj pameten od Boga, haleluja. Po moje še Bog, ki te posluša, reče, nisem vedel. Razumeš? Moraš biti izpolnjen Svetim Duhom. Spet. Ni važno, kaj je bilo prejšnji teden. Vedno, ko smo skupaj, se moramo spet napolniti. Amen? Spet, haleluja. Če nimaš več placa za še, pol mol, da boš imel plac. En največjih darov je duhovna lakota. To je full power. Duhovna lakota. Ko tvoj duh krv. Misliš, da si že poln, pa greš gledati fuzbol tekmo, pa tvoj duh kar začne v jezikih moliti, haleluja. Pol že kar za igralce začneš moliti, kdo se bo naslednji spreobrnil, haleluja. Unka ga favlajo, ki je vas polomljen, že za ozdravljenje moliš, haleluja. Ker si toliko duhovno lačen, haleluja. In govorili so Božjo besedo pogumno. Ker si ti izpolnjen Svetim Duhom. Amen, pol ta prava beseda iz tebe pride ven, haleluja. In kako veš, da je bilo dobro, je, ker se nekaj zgodi, kar rečeš. Amen. Ker nisi izpolnjen z Duhom, pa govoriš besedo, je tako, kot da si govoril v eni temi, ki nobenega ne zanima in ko mi čakajo, kdaj boš spremenil temo, ki jim greš na živce. Ker si pa v duhu, je pa neka manifestacija, haleluja. Ali pozitivna ali negativna, ampak nekaj je, haleluja. In pol človek ve, da je v prisotnosti nadnaravnega, haleluja. Njegov duh zavibrira, ko sliši. Zato, ko vsak človek je več kot opica. Vsak človek ima not v sebi duha, ko lahko zaznava, kaj do njega prihaja. In ko si ti v duhu, pa nekaj v duhu rečeš, bo človek to začutil, haleluja. Haleluja. 10:30, Kornelij reče, pred 4 dnevi do te ure sem molil ob 9 v svoji hiši in glej, mož se postavi pred menoj v svetem oblačilu in veli, Kornelij, uslišana je molitev tvoja in miloščine tvoje so v spominu pred Bogom. Sprav kar angel je prišel do njega. In mu je že začel govoriti, kako ne gre po Petra in tako naprej. In da mu bo Peter govoril resnico. Poglejmo zdaj 44. vrstico. 10:44. Ko je Peter še govoril te besede, pride Sveti Duh na vse, ki so poslušali besedo in zavzemo se verniki iz obreze, ki so prišli s Petrom, da se je tudi na pogane izlil dar Svetega Duha. Kajti slišali so jih govoriti jezike in poveličevati Boga. Wow, to je pa the best. Amen. Jaz sem enkrat v Mariboru, ker sem predvajal v Kino Unijo in Jezus film, sem povabil, ker čez cesto od Kino Unijo je ena tam največja katedrala, ker so not te mladi fantje, ki se učijo za duhovnike. In sem šel tja. Sem rekel, fantje, vsem vam predlagam, da pridete poslušati Božjo besedo tle v Kino Unijo.
In pol sem jim rezerviral, in ko so se strinjali, da bodo prišli, sem rezerviral prvi 2 vrsti za njih. Tako da sem imel ene 30 teh ljudi v prvih 2 vrstah. In cerkev, veste, kaj se je zgodilo? Ko sem začel to brati v apostolski deli, kako je Sveti Duh prišel, in sem pol začel moliti, kdo bi rad sprejel Jevsa, so sprejemali Jevsa in takoj so začeli govoriti o novih jezikih. Sem rekel, wow, ampak takšna močna Božja prisotnost je bila. Mi smo bili 5 dni v tej dvorani. In 5 dni je bila polna dvorana, ne vem, po 500 ljudi je bilo. Ampak cerkev, to je bilo takšno izlitje Svetega Duha, da je še položiti roke nisem mogel na ljudi. Remember Carol? Halleluja. Carol je bila z mano, ona je špilala sintetizer. Mi sem vodila slavljenje. Halleluja. In cerkev nekaj, Sveti Duh, ljudje začnejo govoriti jeziki. In pol so mi rekli, pa kako da nam noben ni to povedal? Tle se učimo za duhovnike, noben nam ni povedal, da to obstaja. Ker pri njih je pa kopija tega, kaj je Birma. In za Birmo naj bi ti sprejel Svetega Duha. In pač zlato uro ali rolerje ali karkoli. Čist grešen, cerkev, čist grešen. Cilj je, ni Birma, ampak je izpolnjenje Svetim Duhom, halleluja. Če ne govoriš o novih jezikih, to sploh, pa se lahko sam z uro hvališ, pa z biciklom. Rabiš Svetega Duha, halleluja. Sveti Duh ga je kar prekinul, halleluja. In potem je Peter rekel, a lahko kdo zdaj jim bran vodo, da se ne bi krstil še v vodi, halleluja. In potem se greš potopiti v vodo. Krst je potopitev. Če bi sam po šprica nekaj počel, sploh nisi bil krščen. Ti se moraš potopiti v vodi, ker kdor bo verjel in se krstil, bo odrešen. Ne, kdor bo po špricam po glavi, bo odrešen. In pol enkrat, če bo hotel, bo pa še verjel. Ne piše, za kogarkoli bojo starši verjeli in ga dal krstiti, bo odrešen. Ampak piše, kdor bo sam verjel. Ti moraš verjeti, halleluja. In pol, čim prej se daj krstiti, ker če ne te bo religija potegala nazaj stran od Boga. Ljudje, ki se nočejo krstiti v vodi, dostikrat odpadajo nazaj v religioznost, v mrtvo religijo. Najboljši način, da greš na nov nivoj, da zažgeš most, ki je za tabo. Amen? Prekine z religijo. Čist se predaj v Božje delo, v Svetega Duha. Amen? Najlažje slediti Jevsu je, da si radikalno sledil Jevsu. To je najlažje. Če nekaj preračunavaš, pa razmišljaš, koliko bi se mu predal, pa koliko se ne bi, to je najtežje življenje. To je ful težko. Najboljše je, da se vas vržeš v Jevsa. Amen? Halleluja, amen? A mislite, da je več kast v krščanstvu? Da je več razredov posvečenja pa nivojev. Da enim je Bog dal samo, da ga sprejmejo, pa pol živijo tako malo levo, malo desno. Tako to je najtežji life. Ker skozi si umazan, pa skozi se moraš učiščevati. Pa pol ti gre že dobro, pol ti gre spet ful slabo. Ful si že osvobojen, pol si spet ful zvezan z demoni. Najboljše, da si skozi v luči. Amen? To je edino, kar Bog hoče zate, da si skozi v luči. In kako to deluje? Odnos z Bogom. Poslušnost, halleluja. To, kar je on rekel, to je to, halleluja. Amen? Ne zanima te, kako se počutiš, halleluja. Greš, to, kar je on rekel, halleluja. Če Bog rekel, to je to, halleluja. Amen, ne rabimo več drugega, amen. In pa se izpolnjuješ Svetim Duhom. In pa ti Bog govori, halleluja. In pa ti Bog prav, in pol greš to narediti, kaj ti Bog rekel, halleluja. In si ful blagoslovljen, halleluja. On ti lahko pove točno GPS lokacijo, kam pojeti. Meni je dostikrat Bog točno govoril, na kateri ulici moram biti, v katerem času pa kje moram biti. Če ga pa nisem poslušal, sem pa kar čutil, da moram iti tja, ali me pa na WC prijel nekje in sem tam razumete, Bog uporabil vse živo. Samo, ko se zjutraj zbudiš, mu reči, da ga hočeš poslušati. Da hočeš biti voden po svetu. Jaz dostikrat ga vprašam, Bog, kaj imaš danes v planu zame? Amen? Ne imeti sam svojih planov. Vpraš Boga, hej, halleluja, Jevs.
Haleluja. Dobrodošel si v moj urnik. Haleluja. Kaj bo danes, kjero avanturo bo imela? Haleluja. In pa imaš lahko avanturo tudi, če se ti nič ne dogaja. Tudi, če sam posodo pomivaš, lahko v krožniku vidiš vizijo, razumeš? Pa ti lahko Bog nekaj spomni, pa boš imel celo revolucijo. Haleluja. Ne vem, haleluja. Ampak jaz mislim, da dolgočasnih kristjanov ni cerkev. To je samo religija. To ni pravo krščanstvo. Če ti je dolg čas, pa rabiš Svetega Duha. Amen? A imate čas še za en citat? Apostolska dela 3:19. Apostolska dela 3:19. Dajmo si tega zdaj pogledati. Izpokorite se torej in izpreobrnite, da se izbrišajo vaši grehi, da tako pridejo časi osvežitve od obličja Gospodovega in pošlje za vas določenega maziljenca Jezusa, ki ga sicer ne bo mora sprejeti do časov preuredbe vsega, kar je Bog povedal z usti svetih prorokov svojih od nekdaj. Se pravi, tukaj piše, ne vam zdaj to prevedem v slovenščino. Se pravi, izpokorite se, tukaj je beseda metanoja. Se pravi, preobrazi se. In izpreobrnite, tukaj pa beseda, da greš v drugo smer. Se pravi, 2. Korinčano 5:17 pravi, kdorkoli je v Kristusu, je nova stvaritev, staro je minilo. Amen? In pol prav v Rimljanom 12:2 preobražajte se s prenovo svojega uma. Se pravi, spet, preobrazba, metanoja je, ko si premisliš, haleluja. In greš v drugo smer. Spreobrnce je beseda, da si premislil. Se pravi, to je ta par, ker rekel, mi dva ne morava skupaj spati, haleluja. Moramo se poročiti. Se pravi, one dva sta si premislila, glede, kaj je prav, kaj je narobe. In kaj se pa zgodi? Ja, ful si blagoslovljen, haleluja. Enkrat si hudiču zaprl vrata in si vstopil na jumbo jet, prej si se pa z rolerji vozil okoli. In pol ne rabaš več 3 ure do krščanskega centra, ampak 5 minut, haleluja. Govorim pač tako, meseno. Ampak tako je, ko slediš Jezusu, amen. To, ko bi prej rabil ful cajta, zdaj tako lahko sprejmeš, amen. To, ko prej tudi, če bi se ful matru, ne bi dosegel, haleluja. Jaz sem že dostikrat tako razmišljal, koliko me vse Bog blagoslovil, pa koliko malo sem za to naredil. Zato jaz tako, mislim, da sem tako dost ponižen v tem, da bi kritiziral ljudi okoli sebe. Mislim, kritiziral. Ful mi je težko, tudi če človek ne vem koliko zabluzil, mi je ful težko pluvati po njemu, razumete? Ful mi je težko tako dol govoriti o tem, koliko jim gre slabo, koliko so, ne vem, brezvezni. Zato v mojih pridigah skoraj nikoli ne kaj takega slišal. In pol en ljudje mislijo, da sem ful šibak, ampak nisem ful šibak, ampak vem, da vse, kar sem jaz sprejel, je po Božji milosti, haleluja. Vem, koliko malo sem se trudil za kjerokoli stvar. Jaz sem vse dobil iz odnosa z Bogom, haleluja. Jaz vse, kar sem se trudil, je, da si čas za Boga vzamem, haleluja. Da preživljam čas v njegovi prisotnosti, haleluja. Amen. Potrudi se, da boš vstopil v njegovo radost, haleluja. Da boš hodil v duhu, ne v mesu, haleluja. Ne ti bo to večji trud, kot, ne vem, da bi spremenil neke slabe navade. Jaz sem bil v cerkvi, čim sem se poročil. Jaz pa nisem vedel, da obstajajo zakonske svetovalnice, pa te knjige. Dokler se nisem poročil. Carol me je dala takoj. Greva čez to knjigo, pol greva čez uno knjigo. In pol je poštekal, da to ne deluje name, tok, kot če greva v Božjo prisotnost. Amen. Lahko ful enih knjig imaš, ful enih tečajev da skozi. Cerkev, meni sekunda v Božji prisotnosti, pa mi je vse jasno.
ker sem drug človek, haleluja. Ker kdor se z Bogom druži, je tak kot Bog, haleluja. Jaz ne morem biti ful trdosrčen, osoren, jezen, zagrenjen, če sem bil pa v svetem duhu, razumete? Jaz bom ful ljubeč človek ratu. To noben tečaj ne more z mene narediti. Lahko mi govorijo, ne bom bolj ljubeč, da moram biti tak. Lahko mi dajo 10 korakov, kako se spremeni. Samo, če sem jaz prazen, razumeš? Če sem jaz prazen, če se nisem družil v svetem duhu, bom ful zatežen človek. Amen, lahko v glavi vse vem, kaj je prav, ampak ne imel moči, da hodim v ljubezni. Amen. A se je kdaj tu tebi tako zgodil, kot meni? Ko sem tako prišel, pa se je od danes naprej bom pa res ful, bom ljubezni, ful bom, čist drug človek. In pol čez pol ure sem bil še hujši kot prej. To je ponos. To sem spet računal, da bom jaz izpadel ful dober. Etko. Boljše, da rečeš, Sveti Duh, jaz sem zgubljen brez tebe. Haleluja. Daj priti ti, haleluja. Moram biti izpolnjen. To pomeni, da si se izpokoril pa spreobrnil, razumeš? To je metamorfoza, pa premislil si, haleluja. Nekrat več ne računaš na svojo moč. Nekrat računaš samo na to, koliko si odvisen od Boga, kako bo on vse zritil. In to je vera, haleluja, amen, ko zaupaš, da Bog čez tebe deluje. Amen, to je prava vera. Ko za vsako situacijo mu lahko verjameš. In kaj pa pride? Čas osvežitve, haleluja. To je pa the best, haleluja. Ko Sveti Duh pride in cerkev, to se zdaj dogaja. Osvežitev, ko Sveti Duh pride nadnaravno. Jaz bi rad, da vedno, ko smo skupaj, je čas osvežitve. Da sploh ne vemo, koliko je ura, haleluja. Da slaviš, pa sploh se ne trudiš, da bi ga slavil, haleluja. Amen. Da stvari v tebe kar same odpadejo. Vse ti je enostavno, ki je čas osvežitve. Amen. Amen, haleluja. Hvala ti, Oče. Oče, hvala ti za tvojo besedo. Hvala ti za tvoje ljudstvo, za tvojo cerkev, Oče. Oče, molim za čas osvežitve, haleluja. Oče, da je z nami tvoja prisotnost, non-stop, haleluja. Sveti Duh, mi te rabimo, haleluja. Mi te hočemo še bolj spoznati. Mi hočemo biti jutri zjutraj s tabo, haleluja. Umeši se v naš življenje, haleluja. O, haleluja. Hočemo biti napolnjeni, izpolnjeni, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hočemo hoditi v tvojo prisotnost. Oče, jaz molim, da danes vsako breme razpade v tvojo prisotnost. Molim, da hodimo neobremenjeni, haleluja. Oče, vsa bremena, vse skrbi, ne v tvoje prisotnosti, odpadejo od nas. Da lahko slišimo spet tvoj glas. Da smo spet zaljubljeni vate, haleluja. Da smo obnovljeni, poživljeni, haleluja, osveženi, haleluja. Vab Svetega Duha, haleluja. Da spet izpolni, haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Oče, ne gre vsaka zakrknjenost, vsaka utrdelost stran od nas. Haleluja. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Jezus. Hvala ti, Oče. Ko vidim, kako utrdelost gre stran, lahko da ima kdo, lahko da ti vrat ne dela dobro. Ne bo zdaj sproščen v imenu Jezusa. Ne gre vsak zatrdelost v telesu ven, v imenu Jezusa. Vsaka zatrdelost, kjerkoli
huda v telesu, jaz molim ozdravljenje zdaj v imenu Jezusa. In to breme, ki to povzroča, ne bo zdaj uničeno v imenu Jezusa. In Oče, isto v naših srcih, molim, da ni otrdelosti, Oče. Da smo občutljivi na Tvoj glas, kar je bilo. Da lahko Božja ljubezen teče čez nas, kar je. Da lahko predstavljamo Jezusa na tej zemlji, kar je. Oče, da se širi Božje kraljestvo čez nas. Da smo dobra reklama za Jezusa, kar je. Hvala Ti, Oče. A lahko rečeš, jaz hočem Božjo voljo. Popolno Božjo voljo. Nič manj, nič več in nič drugega. Popolno Božjo voljo. Hočem biti v centru Božje volje. Amen. Uživite z Jezusom. Če kdo rad pride, lahko pride naprej. Kdo ima čas, a Ines, danes pa šla se narod. A v petek. A ja, pa danes ni nič. A je. A danes nimaš torte. A torto imaš danes. O, haleluja.